Dobrodošli v Šokcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Dobrodošli v letu 2026, ki bo po besedah moje sogovornice eno tako leto prelomnic, napredka za človeštvo in močne osebnostne transformacije. Z mano je numerologinja Lili Sorum, ki je tukaj že sedela, in danes se bova malo ozrli nazaj v leto 2025 in tudi pogledali naprej v leto, ki prihaja, kaj nas čaka, na kaj se lahko majčkeno pripravimo. In če ste malo radovedni in verjamete v te stvari, vas povabiva, da ostanete z nami. Dobrodošla, Lili. Zdaj, mi dve se bova tikali, ker se vseeno že nekaj časa poznava. Kako si zdaj? Nekaj časa se nisva videli. Je bilo to leto 2025 kaotično, kot si napovedala, da bo en tak potres? Jaz sem bila tako prijazna 2024, nihale bodo energije, na koncu 2025 se reka, bodimo realni, neuravnovešeno leto je bilo. Zelo redki so imeli lepo ali pa res zelo pozitivno leto, se mi zdi, da kar veliko izzivov je bilo, kar je tudi sicer bil namen 2025, kadarkoli smo v obdobjih, ki so negotova, podoživljamo preteklo, zaključevali smo 9 let dolg cikl. Nam ni vedno luštno, tako da bom iskreno povedala, tudi jaz se veselim, da se je zaključilo. Bilo je eno tako leto pretresov. Kaj pa za tiste, ki niso slišali teh sporočil? Bo potem 2026 kaj težje, če niso še osvojili teh vrlin in slišali teh sporočil? Jaz mislim, da bo 2026 naporno za tiste, ki nobenih sporočil ne želijo slišati. Se pravi, ljudje, ki vedno krivijo druge, ne znajo prevzeti odgovornosti. Celo za te ljudi bo malo naporno, v smislu, da kakšne stvari pa res včasih se treba priznati, zato da se potem spremenimo, naučimo, zrastemo, ne zato da se kritiziramo, pa da se mogoče pomanjšujemo in tako naprej. Ampak, bom rekla, kad greš do zdravniku, mora tudi najprej pogruntati, da imaš karies, pa pol vrta, pa nam verjetno, vsaj meni, ni prijetno, ampak je potem rezultat vreden tega truda. Tako da mislim, veliko tako leto gremo. Ne bodo se odprla zlata vrata in vse bo super, glede na to, da gremo v nov cikel, ampak definitivno se bo odprlo veliko priložnosti za napredek, za spremembo, za nek novi jaz. Zdaj, če mogoče kdo ni poznan z numerologijo, kakšna veda je to? To ni neko napovedovanje prihodnosti, so prej govorili. Ja, jaz nimam one kristalne krogle, pa da bi rekla, poslušaj, 3. marca. Pa vendar si verjetno veliko ljudi želi, da bi tako bilo. Ja, seveda. Mislim, da ko smo v stiski, da si vsi želimo nekih trdnih informacij, pa da vemo, kako se bodo stvari končale. Po drugi strani pa ravno to, da ni šloganje v klasičnem pomenu oblike, ampak da nam pač pomaga razumeti, kje se nam poti odpirajo, kje se zapirajo, zakaj določeno obdobje dobro, v čemu smo mi dobri pravzaprav, kaj je naše poslanstvo, kje mogoče tudi je naša karma, kar pomeni, da nam razloži, zakaj se nam neke stvari ponavljajo, kljub temu, da mi delamo prav. In katere stvari se nam ponavljajo, zato ker se jih učimo, pa se v bistvu izpopolnjujemo. Tako kot tudi matematiko, smo jo v osnovno šoli začeli, pa smo se jo potem znanje nadgrajevali. Nekaj podobnega je v bistvu numerologija, če že govorimo o številkah. To je čisto numerična veda. Potem imaš ti zelo rada številke, verjetno si domača z njimi. Matematike nisem ravno ljubila. Meni se bi bolj jeziki zanimivi, tako da jezikov, kolikor mi jih daš, to bi se jih z veseljem naučila. Ampak številke kot številke pa se mi zdi, da se ne zavedamo, kako zelo velikokrat nas obkrožajo. Zdaj ne vem, je to poklicna deformacija, kaj, ampak recimo ptice letijo mimo, brez krmov štejem, koliko jih je, kaj bi zdaj to bilo. Koliko pa na tvoj osebni vsakdan numerologija vpliva? Si čisto vse zračunaš, kdaj boš Kovačeva kobila je zelo bosa. Recimo, ko meni, ko pridejo na biznis svetovanje, vedno podarjam, ne tralala.si, ne .com, jaz imam .com. Vse mogoče zato moja spletna stran skozi nagaja, vidiš. Kakšni so vsi ti izračuni, ki se jih ljudje poslužujejo? Kaj so najbolj tiste zanimive stvari, kar jih zanima na podlagi teh podatkov osebnih? Zdaj, numerologija v primerjavi z astrologijo, ki je tudi veda, sločem reči, je numerologija boljša, ampak v primerjavi z astrologijo vsako črko lahko spremenimo v številko. Se pravi, tukaj se nam cel svet novih izračunov odpre. Biznis svetovanje je vse bolj priljubljeno, bom rekla, se pravi, naziv podjetja, naziv trgovske znamke, izdelkov, kako postaviti ceno, kdaj neko akcijo, začeti tega vse več. Zelo pogosto je seveda analiza odnosa, a greva skupaj ali ne greva skupaj. Sploh v zadnjih letih, a bo kdaj drugače.
zelo pogosto vprašanje. Vem, da je takšen, da se bo kdaj spremenil in tako. Drugače pa v bistvu karkoli nas zanima pravzaprav. Z duhovnega vidika lahko zelo razumemo sebe, prej smo rekli karmični zapisi, lekcije, poslanstva, v čemu smo dobri, kaj potem prinaša zrel del našega življenja. Po drugi strani, če govorimo o odnosih, s kom smo kompatibilni, s kom ne. Pri analizi odnosa se včasih počutimo več kot Google Translate. Ko včasih obe osebi isto ali podobno govorita, ampak vsaka na svoj način in se potem seveda tudi narobe slišita in razumeta. Obdobja itak, kaj nam prinaša novo leto in tako naprej. Tako da v bistvu zelo veliko stvari se da z numerologijo pogledati. Zdaj verjetno se kaj spominjaš, kaj si napovedala Sloveniji za leto 2025, koliko tega se je nekako udejanjilo. Prej sva že omenili, da je bilo tako leto, ki nas je pretreslo. Ne? Ja, Slovenija je imela v bistvu srečo lansko leto. Mi smo bili v letu 4, kar pomeni, da smo bili v nekoliko bolj stabilnih energijah, ki pa so definitivno targetirale sisteme. Omenila sem zdravstveni sistem, šolski sistem, vse, kar je mogoče, bom prijazno rekla, preseglo svojo kapaciteto. Jaz verjamem, da ko je bilo nas manj, pa so bili vsi ti sistemi manj obremenjeni, da je bilo lažje, ampak dejstvo pa je, da pač ne funkcionira. Pa če pogledava, marsikaj se je dogajalo točno na teh področjih. Zdaj pa, če se ozreva naprej, vseeno je tako prelomno leto, kar se tiče politike. To so te verjetno že kaj spraševali, ne, kaj se obeta. Se kakšen politik kdaj nate obrne, kako da ti ime stranki, kdaj najaviti kandidaturo, da bo bolj uspešna. Bom ti povedala takole, v Ekvadorju, pravzaprav kjerkoli oseba, ki se me uspela spoznati, pa jih ni bilo malo, ki se nekako udejstvuje na političnem področju, za Slovenijo vse ne bi delila imen, ker se mi zdi, da je to tudi korektno. Je pa vse več tega tudi, bom rekla, prej sem omenila biznis svetovanje. Vse več ljudi, za kogar, če bi ga takole srečala, si ne bi mislila, da nekaj da na to, pa še vedno potem se pozanima, kjer je datumi, kako se postaviti na pogajanje in tako naprej. Tako da bova rekli, ne ostane anonimno, ampak da ja. Pa vseeno, kaj čaka Slovenijo v letu 2026? Kaj bodo tisti glavni, ključni dogodki, prelomnice? Poleg volitev. Ja, poleg volitev. Slovenija gre v zanimivo leto. Gre v leto 5, ki pa je razburkano leto. Se pravi, medtem ko gremo mi vsi v nek nov začetek na nivoju človeštva, gre Slovenijo v obdobje, ki širi obzorja. Kar je lahko po eni strani super, po drugi strani bo pa zelo veliko nestanovitnosti. Se pravi, kot da bi imeli neko mini 2025, mi zdaj tukaj lokalno, definitivno si lahko obetamo veliko nenavadnih dogodkov, eksotičnih novic, petko povezujemo s tujino, z imigracijo, s selitvami, se pravi, tudi z mladimi. Jaz mislim, da glas mladih bo vse močnejši, tudi na političnem področju, pa tudi, da bo veliko migracij, naših mladih ven, pa drugih mladih not. Pa mogoče tudi tega, da bomo probavali stvari, ki so za nas sicer nenavadne. Nekaj, kar mogoče za nas ni najbolj tradicionalno. Petko povezujemo tudi z online svetom, se pravi, me zanima, kako zelo se bomo spravili v digitalni svet mogoče, bolj kot smo se prej. Definitivno bom pa tako rekla, leto nihanja. Leto, ko stvari mogoče ne bodo tako ostale, kot se bodo začele. Se pravi, vse to, kar se bo dogajalo v prvi polovici leta, ko zdaj govorimo o Sloveniji, o političnih stvareh, o zdravstvu, šolstvu in tako naprej, je velika verjetnost, da nas potem čaka kasneje še en preobrat. Zdaj, velikokrat govoriš tudi o pomembnosti narave, si taka zagovornica ekologije. Kaj pa na tem področju? Je letos nevarnost, kakšna večja nam pretine? Imeli smo v Sloveniji že velike poplave, požare, žled. Kaj pa na tem področju? Kaj nam narava pripravlja? Iskreno povedano, me je 2025 malo skrbelo. 4 povezujemo z elementom zemlje in 2025 kot 5 na koncu je pa tista, ki prinaša neko tresenje. Tako da jaz sem šla z veliko mero previdnosti v letošnje leto v smislu potresov. Drugo leto pa tako, 5 definitivno neurja, viharna energija, močna energija, ampak jaz mislim, da v bistvu ne rabimo numerologijo za to. Vse povsod po svetu so nenavadni vremenski pojavi, rateli že kar vsakdanjik, poplave v Kaliforniji, sneg v Egiptu in tako. Tako da jaz tukaj mislim, da je pomembno, da naše mlade učimo spretnosti preživetja, pa sploh kaj narava je. Jaz sem starejša gospa, pa sem se še igrala, tako da sem, iz drevesa dol vesela. Danes otrok ne vidiš več, da bi se igrali, ravbarje.
pa kavboje, pa indijance. Tako da tudi ta stik, pristni stik z naravo nazaj obuditi se mi Ni zdi vse v pomembno. numerologiji, ne? Nekaj tudi v zdravih Ja, kmečkih pameti. Ja, meni kar rečejo, pa se podnebne spremembe, pa to je to, pa to je to. Mislim, skozi okno poglej. Tako da ne. Kako pa mogoče na en tak zdrav način začeti tole novo leto 2026? Si takoj postaviti cilje, iti fokusirano v stvari? Ja. Nam bo naklonjeno leto za nove začetke, za kakšne preobrate? Zelo, pa super si to rekel, fokusirano. Se mi zdi pomembno, da vemo, kdo smo, kje so naše meje, kaj so naše prioritete, zakaj je to naša prioriteta, če je nas cilj nova hiša, zakaj, in potem ohranjati ta cilj, ampak absolutno nadgrajevati. Če pravimo, da gremo v leto novih začetkov, potem tudi sprejemati napredek. Kakšne stvari si lahko zelo olajšamo. Jaz nisem po defaultu proti umetni inteligenci, ampak s pametjo. Ne? Saj tudi z nožem si lahko drežemo kos kruha, ali pa si naredimo škodo. Se pravi, uporabljati stvari po pameti, pa po našem notranjem nekem kompasu. Se pravi, postaviti si cilje, jih dvigovati, biti konstruktivni, optimizirati ta proces. Se mi zdi tako, če gledamo poslovno, razumemo, da pač v proizvodnji je super, da imamo čim manj stroškov in optimalni rezultat. V osebnem življenju počasi se mi zdi, da človečke znamo malo zakomplicirati svoj life, da kakšne stvari tudi ponavljamo. In leto 2025 je bilo leto, ki se je osredotočilo na preteklost. Prav ta klik, bomo zdaj rekli, iz unga likvrca, po domače povedano, v prvo prestavo je pomembno narediti čim prej. Kakšno pa bo to leto za osebne odnose? Mogoče je to leto za začeti družino, za stopiti naprej v vezi? 6 na koncu simbolizira ravno poroko, dom, družino, zapravo pričakovati je, da bomo znova malo te definicije spreminjali. 2022 je bilo isto Steševek 5, se pravi, tako smo govorili o tem, da se bo več ženstvene energije v ospredju tudi na političnih prizoriščih, tako pri nas, kot recimo v ZDA, na Madžarskem, marsikod. Ampak trenutno govorimo o tem, da bo ta ženstvena energija prišla nazaj v ženstveno vlogo. Pa nočem reči, da ženske nimajo mesta v politiki, da me ne bi kdo narobe razumel, ampak predvsem to materinsko, nežno energijo. Po drugi strani pa 6 simbolizira tudi ločitev. Se pravi, konkretno za odnose to pomeni absolutno čas za to, da bomo mogoče malo več tem vrednotam, kot je poroka, kot je družina, dajali veljave. Po drugi strani pa na osebnostni ravni zdrava ljubezen do sebe. V zadnjih letih se veliko govori o toksičnih odnosih, o nasilju v družini in tako naprej. Se pravi, tukaj postavljati meje. Zdaj za celo naslednje leto velja, da bodo naše meje kršene. Na vseh področjih. Se pravi, lahko pričakujemo, da včasih bo prišlo tudi do kakšnega dogodka, ko bo kakšna prijateljica, nekdo, ki nam je zelo blizu, nekaj naredil, da se bomo mi počutili, da so naše meje kršene. To samo pomeni, da je test naše ljubezni do sebe. Ne se zdaj na hitro skregati, pa se z nekom nikoli več pogovarjati, hočem s tem povedati, ampak razrešiti, skomunicirati, delati na sebi, definitivno pa super čas za vsi tisti, ki so samski, mnogo bolj prijazen čas za spoznavanje ljudi, ki so nam bolj na dušo pisane, kot je bilo recimo 2025. Zdaj prej si omenila, da se tudi kakšni odnosi ne dajo razbrati iz teh številk, pa me zanima, tako ko nekdo pride do tebe pa reče, poglej zame pa za mojega partnerja ali pa za potencialnega partnerja, kako močno potem je to v realnosti, lahko ti spremeniš ali delaš s tem, ali je to že zapisano nekje v teh številkah, ali je tej vezi obsojen uspeh ali propad? Jaz mislim, da smo itak mi tisti, ki delamo na vezi ali ne. In jaz osebno mislim, da ni dveh oseb, ki bi si bili tako zelo različni, da ne bi zmogli oblikovati neko uspešno zvezo. Če se obe potrudite. Največkrat, ko pridejo k meni, je tako, ena oseba se zelo trudi, druga ne. Mogoče so res zelo različni v čustvovanju, različni v potrebah, ampak če se obe dve potrudite, jaz mislim, da lahko najdete srednjo pot. Je pa pomembno, da se razumete. Zdaj pa, če vzamem v takole primer, tole skodelico pa ta kozarec, včasih je potrebno samo nekdo, ki vidi, pa mogoče malo drugače razloži stvari, kot če zdaj jaz gledam vse izključno z vidika skodelice ali izključno iz vidika kozarca. Tako da numerologija nam lahko zelo pomaga razumeti, kaj kozarec potrebuje, kaj skodelica potrebuje, in preko tega pogovora, ali je eni osebi to še sprejemljivo in mogoče kako se bolje lotiti komunikacije, kako bolje razumeti, kako mogoče bolje pristopiti. Definitivno so pa tudi trenutki, ko nam numerologija lahko pomaga tudi pri odločitvi, da mogoče pa zdaj res dovolj, pa mogoče res, če je bilo že 20-30 let, tako bom čisto iskreno pa po domače povedala, včasih nam je mogoče lažje kakšne stvari slišati, katere že vemo od nekoga, ki nas ne pozna, ker daleč najbolj pogost komentar, ki ga jaz dobim, je:
A se vidva poznata, a vi njega poznate? A ste vi njega že kdaj videli? Odkje pa vi to veste zdaj iz teh cifer? Včasih dobimo pa res tisto zadnjo potrditev, tudi pri težjih odločitvah. Je težko predati kakšno, ti težje, ko ti veži, recimo, kaj je sporočilo, so to težki trenutki, verjetno tudi Tudi, pa bom rekla, 2022 je bil z tega vidika težko leto, ker sem res zelo veliko žalostnih zgodb slišala, kad je kar hudo, ko vidiš, v kakšnih odnosih so ljudje, pa mogoče ne zberejo moči stran, kaj vse nam je sprejemljivo, pa popolnoma brez obsojanja, ampak ko vidiš nekoga, ki je ujet v odnosu, iz katerega gre težko sam ven, ker definitivno toksični odnosi so, odnosi z narcisi so, in se mi zdi, da je to tam nekje, potem je pa malo težje, ko imaš nekoga pred seboj, pa želiš pomagati, počasih tudi nisi v opoziciji, da bi lahko zdaj 100% nekaj pomagal, ampak se definitivno 100% potrudim. Koliko pa lahko skozi numerologijo spoznamo sebe, recimo, ne? Ti dobiš podatek, se pravi ime, priimek, pa datum rojstva. Tako, ja. So ključni podatki, da zračunaš, se pravi osebno število. Ja, 5 osebnih števil imamo. Tako pa rekla, meni se dogaja, da kakšne pisne analize, ki so si jih ljudje naročili, ko govoriva zdaj konkretno samo o osebnih številih, 10-15 let nazaj, pa se kdaj srečamo, ali pa ne vem, si vodnik naročijo, kakorkoli pride kakšen trenutek v življenju, kaj Felbec matra, pa mi rečejo, veš, da včasih odprem, pa vsakič nekaj novega noter najdem, ker je logično, ker smo vsakič v neki drugi fazi. Se pravi, numerologija nam lahko pomaga od tega, kako se poklicno dobro odločiti. Pri vzgoju otrok. To je tudi vse bolj popularno, zapravo, ko imamo majhnega otročka, pa imamo kakšno krizico, kako mu pomagati. Kombinatorika v odnosih, naše poslanstvo, duhovna plat življenja, pa tudi tista čisto praktična, ker velikokrat kakšne stvari, v katerih smo dobri, se nam zdijo samoumevni. Kot recimo meni jeziki, nekomu, ki je pa zelo dober matematik, so pa logaritmi logični, ampak velikokrat sebe ne vidimo. Se pravi, sebe, razumevanje sebe, globine sebe, zakaj se nam neke stvari ponavljajo, kako se jih drugače lotiti, pa predvsem tudi recimo število zrelosti, ki nam razkriva, kaj bo, ko bomo 80, 90, število osebnosti, ki nam pomaga razumeti, zakaj nas narobe razumejo, kaj je tisto, kar se narobe razume, pa tudi kako potem to mogoče obrniti sebi v prid. Zdaj, če te okolica dojema kot nekoga, ki je zelo agresiven, to seveda nam ni všeč, kar pomeni mogoče našo komunikacijo malo bolj mehko narediti, po drugi strani, če smo pa v nevarnosti, nam pa to lahko še kako prav pride. Tako da v bistvu to razumevanje, zakaj je neka lastnost lahko v neki situaciji super, nekje drugje pa kako potem jo omehčati ali pa mogoče izboljšati. Zdaj ta izbira imena mi je vedno zelo zanimiva. Koliko se obračajo bodoči starši, imate na izračun? Zelo veliko. Se mi tudi že zgodilo, peljem se v porodnišnico, mi pomagate. Običajno je pa tako, kakšne 2-3 mesece pred porodom, pogledamo kombinacijo, vse, kar se da zračunati, tu naprej zračunamo, potem pa ponavadi prikupno zmedeni, da ne rečem panični. Očka pokliče, zdaj je šla noter, zdaj bo. Pa se potem tisto najboljšo kombinacijo izlušči. Prav dan pa vpliva, ne? Seveda, število življenjske poti tiste, ki nam potem daje zadnja 2 podatka. In potem, ko pride mamica domov, se še v miru sedeva in se pregleda celotno kombinacijo, napotke za vzgojo se da zraven. Tako da numerologija lahko zelo pomaga, še preden pride otroček na svet. Kaj pa zdaj s temi spremembami imen, ne? Ali potem vplivamo dejansko lahko tudi na svoje te številke, numerološke izračune? Če bi se jaz zdaj spremenila ime v Barbara, recimo. Ja. Zdaj, tako bom rekla, v teh 22-20 letih plus, ko delam s strankami, veliko dan pride k meni tudi obločitvi. In tukaj se res vidi, kako zelo se naša energija, naš svet lahko spremeni, če gre sprememba v neharmonično kombinacijo. Recimo, da imamo nekoga, ki je zelo plašen, zelo sam vase zaprt, zelo težko mogoče stvari pove, pa ima potem novo kombinacijo takšno, ki se od njega pričakuje biti pa zdaj, cel ekstrovertiran, da ne rečem na odru z mikrofonom pod žarometi. To ne pomeni, da se bo ta oseba zdaj spremenila v Elvis Presleyja. To pomeni, da se bodo ljudje začeli do njega obnašati, kot da je Elvis Presley. Jaz, ko rečem živo, jaz sem Lili Soro, povem, kakšne so moje lekcije, v čemu sem dobra, v čemu sem slaba, kaj je tisto, kar jaz nekako... Zdaj bojo temu tako malo ponesrečeno rekli moja e-ankoda, se pravi, moj energijski zapis. In na to se energija odziva. Kar sicer ne pomeni, da jaz lahko zdaj sebi nadenem ime, zaradi katerega bom zdrava, lepa, mlada, bogata, ampak... Boljši potencial. Tako, večji potencial. Seveda je pa na meni, da sem tista, ki to naredim. Se pravi, to ni čarobna tabletka. Ker tudi to se sem trtja zgodi, da pride kdo na svetovanje za novo ime. Jaz bi eno tako ime, da bom zdaj to, pa bom zdaj uno. Ne gre čistko. Lahko nam pa zelo
ponagaja, recimo pri poroki, ko dama prevzame ženin priimek, če se ne pogleda, kakšna kombinacija to je. Zdaj, ena varianta je, da imamo oba priimka, druga varianta je pa, da se da na dokumentih srednje ime, kot je recimo naredila Ljubica Mlinar, pa se potem te stvari omehča. Tako da kar nekaj na temu je, bova rekla. Koliko se pa mogoče te znani Slovenci, ki velikokrat tudi tukaj gostujejo, obračajo po kakšne te nasvete, kdaj izdati pesem, kdaj izdati kakšno... Da Špelo Grošelj pesmeveva. Ona je znana, ki zaupa, res. Je tega vse več, se mi zdi na vseh področjih življenja. Saj sem rekla, tudi jaz, Kovačeva kobila, mogoče bi lahko več uporabljala to vedo, ampak od nakupa avtomobila do selitve, do tega, kdaj bomo mogoče se odločili za neko večjo investicijo v lastnem domu ali vase v končni fazi, kdaj je dober dan za operacijo, kdaj je dober dan za neko res težko odločitev in tako naprej. Vse to nam lahko številke pomagajo. Si datum je datum. Pa pride kdaj mogoče kdo, ki pa je že malo preveč obremenjen s tem, da je pa treba vse izračunati. Tudi to je verjetno nevarnost. Ja. Jaz ne maram tega prevelikega obešanja, po domače povedano. Tudi, če se vrnemo na izbiro imena za otročka. Jaz sem velik zagovornik tega, da mamica prav čuti. Ni bistvo, da mi zdaj najdemo ime, ki bo po vseh izračunih briljantno, bistvo je, da poslušamo sebe. In da razumemo, kaj ta ime prinaša. To je v bistvu namen numerologije, ne da bomo zdaj mi z njo gradili nek fantazijski svet, ampak da nam pomaga razumeti obstoječe razmere. Če smo pa preveč v temu, jaz poznam par astrologov, recimo, ki je tudi pogovor z njimi zelo tako, to je tvoje, ne vem, Mars v tej hiši, kaj pa za lajke? Zdaj to pomeni. Treba je tudi živeti. Absolutno. Zdaj, ko si bila nazadnje tukaj, si rekla, da tudi kdo se obrne na te, da bi izvedel loto številke. Zdaj, te stvari so pa kar nerealne. Še vedno ne znaš dati prave kombinacije. Ja. Slabo. Čeprav je taka veda, ki se ukvarja s številkami, teh 7 pa ne gre. Pa verjetno pride kdo s tako željo. Ja, pride. Ali pa kdaj plačati loto in tako naprej. Jaz sicer vse manj bom rekla, kot je bilo na začetku, ampak se še vedno zgodi. Vse pa svoje logično, se so številke. Ja, človek najprej pomisli. Ja. Kaj pa je bila mogoče res najbolj nenavadna stvar, kar so te prosili, da izračunaš na podlagi številk? No, ta loterija sigurno, oče, ki si me pa najdla. Marsikaj. Pred let je prišel k meni en mlad fant, bi rekel, veš kaj, jaz bi še zdaj za par let delati v Avstralijo, dajte meni en tak internacionalen del. Kaj ti ne del ime, kaj ti praviš? Oliver King bi bilo v redu. In to je bilo ravno takrat, ko je bil Arrow na televiziji, ki dejansko, in sem bila se heca najprej. Tako da marsikaj zanimivega se nam zgodi, kot vsem v delu z ljudmi, jaz mislim. Kolikokrat pa si ljudje na podlagi teh izračunov popolnoma spremenijo ime priimek? Jaz mislim, da kakšnih tam 10 let nazaj je bilo to kar malo moderno, da smo malo klestili črke, zdaj tega mogoče malo manj, je pa veliko več previdnosti pri spremembi imena, se pravi ob poroki, ob ločitvi, ob izbiri imena za dojenčka, ob izbiri naziva za podjetje, recimo. Se mi zdi, da vseeno smo v toku zadnjih let začeli prepoznavati, kaj pravi namen numerologije, da ni več tista, neki novega bi probal, je pa vse več razumevanje tudi posledic in kako pa lahko mogoče usmerimo energijo bolje. Ker nek naziv, ki je mogoče super za pevca, je lahko pa katastrofalen za gradbinca. Zdaj bi lahko ti, recimo, prej smo se pogovarjali, napovedala, kakšno leto čaka, ne vem, našo medijsko hišo ali pa naš podcast na podlagi izračunov, kaj bi potrebovala za to? Datum registracije, se pravi, kdaj se je showcast začel. Aha, se pravi, datum izida prvega showcasta in potem bi ti izračunala. Na pamet. Ja. Če ti jaz rečem... Pa se pa... Po tolikih letih pa recimo, no. No, povej. Ja, sam ne vem, mislim, da je bil junij 2023. Ja, še dan. In dan je bil, to bi pa mogoče lahko preverili, to pa ne bi vedela. Ja, to bi se zdaj zlegala, če bi kaj rekla. Bova potem prav. Ampak dejansko lahko za vse take stvari napoveš. Ja. Kaj pa mogoče na splošno medije, to javno mnenje, kaj bo... Petko povezujemo z online svetom. Jaz bi tako rekel, ne glede na to, zdaj govorimo o medijski hiši, ali govorimo o novicah, ali govorimo o tem, da se dve sosedje pogovarjata. Tudi prenos podatkov. Tako, res je. Prvi prenos podatkov, pravzaprav.
po zdravi kmečki pameti preverjati stvari, preverjati, sploh socialna mreža, kaj vse preberemo, kaj vse slišimo, pa se na koncu izkaže, da ni čist res, se pravi, imeti noge na tleh. No. Kaj pa kakšna ta nevarnost umetne inteligence, to lahko kaj izračunaš, kaj... Definitivno tukaj so izzivi, absolutno. Tudi petka je tista, ki po eni strani simbolizira, da nočem reči razraščati, bomo rekli širitev mogoče tega, ne? Se pravi, vse več bo nekih aplikacij, vse več bo podpore. Mi smo tisti, ki smo uporabniki. Na drugi strani se zaveda tudi, da vsaka slika, ki jo vidimo na internetu. Jaz sem se zadnjič hecala in sem dala sliko dela tebe pa 50 centov, pa mi je bilo grozljivo, ker je bilo tako, kot res je realno zgleda. Se pravi, tudi tako ni dajal nekega občutka te plastičnosti, ker na kakšnih teh slikah, ka veš, dobro, ne, jaz ko se družim s slavnimi. Ko veš, da so skupaj zlimane, se vidi, da je umetna inteligenca. Se pravi, uporabljati našo kmečko pamet, raziskovati stvari, pa ne res čisto samo verjetno. To se mi zdi, da je taka dobra popotnica, ne samo za drugo leto, ampak tudi za naprej. Koliko pa umetna inteligenca že vpliva, posega v tvoje področje numerologije? Si kdaj kaj preizkusila? Kakšne napovedi? Nudi. Sem bila presenečena, dala sem noter napoved za 2025. Osnove ful obvlada, ji pa potem manjka te nianse. Se pravi, vsaka številkica ima drugačen vpliv. 2025 je leto 9, pa tudi 2016 recimo je bilo leto 9. 2016 je bilo karmično leto, je drugačno končnico, so bili zelo drugačni izzivi, zelo drugačna energija. Tudi 2017 recimo je bilo leto 1, če malo pobrskamo po spominu, kaj se nam takrat dogajalo, pa so bile bolj resnobne energije, kot bo 2026. Te finese mu malo manjkajo, ta globina, ta kombinatorika, ne, tudi pri osebnih številih, kaj točno zdaj tvoja kombinacija pomeni za določeno obdobje, ne? Ker ena oseba, ki je mogoče zelo dinamična, se bo drugo leto počutila super, ker govorimo o napredku, osebe, ki imajo rade rutino, ki so zelo tradicionalne, ki težko sprejemajo spremembe, ki včasih težko sprejemajo tudi kritiko nase, pa malo težko dihale. Ta del se mi zdi pa vseeno manjka. Tako da za neko tisto osnovno radovednost, ja, top. Za malo bolj poglobljene analize pa vseeno. Zdaj, še ni tam. Takole ob koncu te pa mogoče lahko svoje podatke pa vem, če te pozovem, kaj pa mogoče mene v kontekstu službe čaka. To sem enkrat že pozvala tle oddeževalca Blaža, pa sem se kar malo tresla, ko me je napovedal. Ampak ajde, dejva, ne? No, dejva. Se pravi, Petra, mora biti dekliški ali... Dekliški, ja. Petra Jenko, zdaj bodo vsi vedeli moje osebne podatke. Ja. 9. juli 1990, da mi bodo vsi lahko Julija. In to sem hotela reči, ja, no, pa mogoče še kakšni astrologi ti lahko povejo, kaj bo in tako naprej. Kakšno leto me čaka? Čakaj še enkrat, deva rojstni datum. 9.7.1990. Ti greš v osemko, se pravi leto, poslovno leto zelo v redu. Letošnje leto se pravi 2025, no, da še malo trokiramo pri datumih. 2025 je bilo leto 7, se pravi, takrat se veliko naučimo. Lahko so izzivi, ki so povezani s tem, kako se mi doživljamo, ali se mi doživljamo kot suvereni, kot perfekcionizem se lahko zbudi v tistih obdobjih. Je pa definitivno leto, ko gremo vase. Se pravi, leto, v katerem raziskujemo svoje globine, a se še vidimo v nekih kontekstih, zdaj preden bojo začeli ugibati ali zapuščaš, kaj stali ne, to velja za vsa področja. Pravi, našo lastno resnico nekako raziskujemo, pa ker je bo 2025, kot so prej rekli, malo neuravnovešeno leto, ni čisto vse, do česar si lansko leto prišla zaprmej zares tako. Veliko krat razlikujemo tudi, kaj nismo in dobivamo potrditve, kaj pa mogoče nam ne sede. Leto 2026 kot leto 8 je pa leto naše notranje moči, poslovno uspešno leto, se pravi v povezavi s šokastom, jaz mislim vse več prepoznavnosti, sploh tudi naprej 2027, ko greš v 9. Wow. Potem, ko mi boš dala datum šokasta, bo moj odgovor lahko še bolj kvaliteten, ampak načeloma 8 je tista, ki simbolizira samozavest, to, da resnično nastopimo s tem, kdor smo, da smo bolj podjetni, bolj odločni, bolj prodorni, se pravi, če je mogoče 2025, so bili mogoče trenutki, ki so bili malo bolj umirjeni, no, tega ne bo več. Ja. Vsaj za letošnje leto ne. Odlična napoved, absolutno verjamem, ne podpišem tole. In res bi se ti zahvalila, no, da si vzela čas, da si nam malo dala uvide, kaj nas čaka, da se malo mogoče lahko pripravimo. Vsekakor tebi želim vse dobro na vseh področjih. Upam, da se previdiva kot čez 2 leti. Čez 2 leti tako, no, tako se zmenjeno. Tako da, ja, eno tako lepo dinamično leto ti želim. Tudi tebi. To je bil Šokcast, hvala, da ste bili z nami.